so meni rekli, da imam raka, sem se na izhodu tega diagnostičnega centra malo sesedla in potem sem rekla ne. Ni konc, to je samo operacija, gremo naprej. Kakšen je bil občutek, ko si prvič spoznala hipnozo? Zdaj verjamem, da je hipnoza nekaj najboljšega in bi jo mogli vsi poznati. Ker jo vsi uporabljamo vsak dan 24 ur na dan. Ljudje verjamemo sugestijam, sploh če je to zdravnika. Najslabša varianta je, se mi zdi, ko nekdo reče, pred vami je še 3 mesece življenja. To je sugestija in to je negativna sugestija. Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta oziroma podcasta Strategije odličnosti. Z nami je danes Vida Lukač, zelo aktivna upokojenka, nekdanja direktorica Doma starejših občanov, pesnica, pisateljica in tudi izjemno predana prostovoljka. Vida, dobrodošla. Hvala lepa, dober dan tudi tebi, hvala lepa za povabilo na ta podcast. Kako ti sama sebe opišeš? Toliko aktivnosti imaš, toliko stvari počneš, ko te kdo vpraša, kdo si, na kakšen način odgovoriš? Zanimivo vprašanje je to, kdo sem. Jaz se počutim kot radoveden otrok. In vse, kar se dogaja okoli mene v svetu, kar ne vem, kar bi želela vedeti, želim spoznati. In sem res radovedna kot en otrok. In se tako včasih tudi počutim. Nisem stara to, kot zgledam, ampak je v meni en taka radovedna punčka, ki bi rada čim več stvari spoznala, doživela in uživala življenje. In tako mi tudi rečejo, da sem tako kot en otrok. Kdo ti to reče največkrat? Mož, pa moji domači. Je kdaj v tebi bila ta želja, da boš skozi se učila do konca življenja, že prej? Kdaj si to začutila? Jaz bi se rada učila, znala toliko stvari različnih. Pravzaprav ja. Jaz sem imela eno smolo v življenju, ko sem bila otrok, sem imela kar težko prometno nesrečo pri 2 letih, poškodbo možgan in takrat so rekli mojim staršem, da se ne bo mogla učiti. Tudi hoditi nisem mogla 1 leto. In ko sem šla v šolo, sem imela kar skozi odličen uspeh. In moj oče je bil izredno ponosen. Kadarkoli me je predstavil svojim prijateljem, je rekel, to je pa moja hči, ki se naj ne bi mogla učiti, ampak zdaj se zelo dobro uči. In ta učenje je bil zame ena mogoče potrditev, ali pa tudi vzgled mojega očeta, ki se je tudi kar skozi do upokojitve učil. Bil je sicer strojevodja, ampak v tistih časih, ko je on hodil v šolo, takrat je bila vojna in se je celo življenje učil, na koncu, preden se je upokojil, se je učil fiziko in to mi je bilo zelo všeč. In on je želel, da sem jaz fizik, matematik. Meni pa fizika pa matematika nista bila všeč. Meni je bila všeč medicina. Ampak vedno me je spodbujal, da se je treba učiti, da je treba svet spoznavati in verjetno je to en del zapuščine mojega očeta, ja. Kako si se pol odločila med fiziko, matematiko in medicino? Fizika mi je bila sicer zelo všeč, matematika ne toliko, ampak že kot otrok sem vedela, kaj bom v življenju delala. Jaz sem vedela, da bom šla v smeri medicine. Sicer me je vleklo študirati medicino, ampak potem sem se odločila za zdravstveno nego. Tudi mogoče zato, ker je oče umrl, ko sem bila stara 15 let, mi je bilo potem malo težje mami pri vzdrževanju, plačevanju in tako naprej stroškov. Ampak sem pa res vse življenje sem se učila. Nova in nova znanja na različnih področjih, ne samo zdravstveno nego, ampak tudi na drugih področjih. Ti si v nekem obdobju, ko si se upokojila, imela neko malo težje obdobje z vidika bolezni, to je rak. In ta rak je bil, zanimivo, zelo sinhrono najprej pri možu in potem pri tebi. Kako si doživljala to obdobje in kako je do tega prišlo? To je bil, ne vem, pravijo, da je naključje, ampak verjetno naključje ni. Jaz sem šla tisti dan, ko sem se upokojila, 6. oktobra je bil mož operiran na onkološkem zaradi raka na črevesju. Mislili smo, da bo pač samo operacija, ampak je imel potem tudi preventivno kemoterapijo in ko sva se pogovarjala, ko mu je bilo težko,
Je rekel, Pet, če ti na kolonoskopijo za vsak slučaj, ne, sem rekel, brez veze, jaz sem imela svit negativen, on je imel pozitiven, zakaj bi šla, ampak potem sem se pa odločila, mogoče pa res, ne. In ko je on prenehal aprila z kemoterapijo, sem šla jaz marca na kolonoskopijo in mi je zdravnik takoj na kolonoskopiji rekel, krasno črevo, nisem videl še tacga, vi se pa zelo zdravo prehranjujete, pa kar naenkrat je rekel, ne, ampak imate pa raka na črevesju. In sem mislila, da se malo norčuje, ampak je rekel, res, gospa, kar precej velik, upajmo, da ni šel naprej, sedel se je za mizo, poklical operaterja na onkološkem in sem bila potem čez 1 mesec operirana, tudi jaz, ja. Tako da, ko sva oba prišla septembra v zdravilišče Rogaško Slatino, so prav začuden gledali, so rekla, vi ste spremljevalka, sem rekla, ne, jaz sem pacientka, jaz tega pa še nismo imeli takšnega primera. Ni bilo lahko niti v obdobju, ko je bil mož na kemoterapiji in potem, ko sem vedela, kaj to pomeni biti operiran in kako izgleda kemoterapija in ko so meni rekli, da imam raka, sem se na izhodu tega diagnostičnega centra malo sesedla. Rabila sem par minut, da sem šla k sebi in potem sem rekla, ne, ni konc, to je samo operacija, gremo naprej. In sem tudi tako potem sprejemala. Pravzaprav ves čas do obdobja po covidu, takrat se mi je pa, ne vem, svet, pravzaprav niti ne vem vzroka, pa tudi ni važno, ampak svet se je na en način sesul, jaz sem padla v tako tesnobo, da sem mislila, da ne bom zlezla iz tega ven. Niti nisem mogla povedati svojim najbližjim, sploh ne možu. Sama sem to predelovala. Takrat sem prvič začela redno vsak dan meditirati. 15 minut in sicer meditacija za hvaležnost. Da sem. Pol leta. Potem je priletel pa po mailu ena ponudba Mastermind Akademije za tiste 4-dnevni brezplačni seminar hipnoze. In takrat sem rekla, ne, to je zame. Če se hočem rešiti sama sebe, potem rabim to. In mislim, da je bil to tudi sprožilec, tisti vzrok, da sem šla potem v to šolanje, izobraževanje za hipnozo, pa NLP, pa coaching, da me je to potegnilo, ampak se to pol ni bil sam ta vzrok, ne. Eden izmed sprožilcev pa ja, to me je potegnilo pravzaprav ven iz te kar težke tesnobe, ne. Nisem šla k terapevtom, ampak jaz zmeraj hočem sama poskušati sebe reševati. In to je bil potem orodje oziroma tista stvar, ki me je pa potegnila ven iz tesnobe. Kakšen je bil občutek, ko si prvič spoznala hipnozo? Ker dostikrat ljudi je strah, kaj če bo nekdo prevzel nadzor nad mojimi mislimi in tako, kako je bilo tebi? Jaz sem se srečala s hipnozo v osnovni šoli, ko je en hipnotizer imel na predstavo v Litiji v kulturnem centru na odru. In so me moje sošolke, ker sem bila jaz precej pogumen otrok, prepričale, ne grem na oder. In pred mano so bili drugi, ki so se sam zamajali in je rekel, tamle se usedite, ne. Pa sem prišla jaz na vrsto, mi je mogel dvakrat ene besede, se ne spomnim več, ne vem, ali je imel uro, nekaj je imel, in ta drugič sem se malo zagujškala in pa je rekel, tamle se usedi. In bila sem na odru, edina stvar, ki nisem mogla reči, je bila črka A, vse ostalo se mi zdelo pa na umah, sem videla, kaj oni okoli delajo, in ko me je poslal dol, sem rekla, mene ne more noben hipnotizirati. Da se bojo delali norca z mene, da bojo po meni hodili. Stara sem bila 14 let. Meni se je zdela tudi najbolj trapasta stvar, kar so jo kdaj uprizarjali. In ko sem slišala za hipnozo, tudi ko sem brala kasneje, ne, mi je bilo zmeraj malo strah, to se norca delajo z ljudi, ne. To uveljavlja voljo in kje sem potem jaz. To mi ni bilo všeč. Ampak radovedna sem pa zmeraj bila. In zato sem šla v ta 4-dnevni tečaj, ne. Ampak to je bilo pa drugače. To je bilo pa čisto nekaj drugega. To je bil pa tisto, kar sem rabila. Spoznavanje sebe, skozi sproščanje, sugestije, ki so bile dobre, ne slabe. Noben se ni norčeval, ampak spodbujal.
da sama sebe lahko spremenim, da najdem eno pot iz tega, na kateri sem bila. In zdaj verjamem, da je hipnoza nekaj najboljšega in bi jo mogli vsi poznati. Ker jo vsi uporabljamo vsak dan 24 ur na dan. Se kar naprej hipnotiziramo. Jaz samo mojega moža pogledam, ki gleda skoke, pa ne sliši nič, ne vidi nič, ni lačen, ni žejen, nič ne. Je v transu skoki. Transkoki, ja. Zdaj, kako ti je to koristilo, pol, ker si to tvojo ustvarjalnost zdaj v tem obdobju neverjetno premaknila na višji nivo, torej zdaj pišeš knjige, pesmi, s kje dobiš navdih sploh? Kako ti to uspeva vse to? Jaz sem najprej poslušala tvoje hipnoze, ki smo jih dobili kot gradivo, potem sem pa poskušala sama napisati hipnozo in se posneti. In zanimivo, da mi je bil moj glas zelo blizu. Bil je drugačen, kot ga jaz slišim zdaj, ampak je bil tak hipnotičen glas. In sem posnela zelo veliko hipnoz. In za sebe, in tudi za tiste, ki so me prosili. Tako da imam za različne prilike, različne hipnoze. In tudi za ustvarjalnost, naprimer, si pač posnamem še zdaj, ali pa mogoče zdaj niti ne več toliko ne posnamem, tudi mogoče niti glasbe več toliko ne uporabljam, da se kar hitro znam sprostiti, grem v globoko sprostitev, v trans in tam pač ustvarim. Lahko je to laboratorij uma ali pa pravljična dežela, tisto, kar si želim. Vidim naprej, pa to kar rata, kar gre. Ker ne morem, težko bi bila brez tega. Res hipnozo poslušam oziroma grem v trans, saj kratek, vsak dan. Ali pred spanjem, ali pa zjutraj, preden vstanem. Torej, ti greš v trans, neko stanje hipnoze, laboratorij uma, tam dobiš idejo, recimo tukaj imava... Jaz si namero že dam prej. Aha, namero si daš prej, torej da se držiš tega postopka, tako kot smo se učili. In potem recimo nastane, tukaj imamo eno tako tvojo zbirko. Prva je. To je prva zbirka, ja. Torej, posvečaš možu. Ja, ker me pri vseh stvarih podpira, res. On je tako, moj angel varuh. To so pesmi? Ja. Kako so te pesmi nastale? Povej mi, vsaka posebej, skupaj? Vsaka posebej. To je, ne vem, jaz mislim, da je to je navdih. Tisti trenutek, ko pridejo besede, ampak jaz jih čutim tudi v telesu, jaz čutim, odvisen kakšna pesem je. Ta pesem, ki sem naprimer o svoji tesnobi, obupu pisala, takrat sem res bila v težkem stanju, ampak takrat sem napisala pesem in sem zaključila tako, kot sem se tudi počutila, da sem se dvignila iz tega ven in je potem bilo vse drugače. Lepše, kot da bi ena svetloba v temo posijala. Sicer pa vsako, jaz tudi čutim, jaz ne vem, kako naj povem, ne, tisto, kar čutim, ubesedem, ampak to pride trenutek. Če ga ne bi zapisala včasih, napišem na mobitel. Eno pesem, povej mi, govori, da mi povej, dokler sem še tu, ko me več ne bo, ne rabim besed. Besede, mislim, pesem je prišla na misel, ko sem bila na pogrebu in so o enem zelo lepo govorili in kar naenkrat, saj človek pravzaprav ne sliši več, ne. Mogoče čuti energijo, ampak sliši pa tega verjetno ne. Zakaj tega ne povemo ljudem prej, dokler so še med nami, da jih imamo radi, da so del nas. In sem šla domov in sem pesem napisala. Sem šla na predavanje o Everestu, ki sta ga imela Štremfla. In preden sem šla, mož je bil že v avtu, sem vzela svinčnik v roke, sem rekla, ne, jaz moram nekaj napisati tisti trenutek in sem napisala, naprimer, pesem, ki je tudi v tej knjižici, Na vrhu sveta. To tako pride. Na pokopališču
pa vzamem mobitel in napišem. Če tisti trenutek ne bi napisala, se mi zdi, da bi odšlo nekam drugam, mogoče k komu drugemu. Torej, če te kdo vidi na pokopališču, Z mobitelom. kjerkoli drugje, da tipkaš na mobitel, pomeni, da pišeš pesmi. Ali pa Ja, velikrat, ja. Tudi zvečer, preden zaspim včasih, se mi utrne vers in ne vstanem in grem po svinčnik pa po papir. Mobitel je tam zraven, sicer na letalski način nastavljen, ampak jaz na mail napišem kot sporočilo tiste verze. Si potem seveda naslednji dan še malo uredim besedilo, če se mi zdi, da ni še tako, kot bi moglo biti. Ampak ja, tako pride navdih. odlično. Daj mi povej, zdaj si polna energije, polna pozitivnosti. Kje črpaš zdaj energijo? Kaj te zdaj tako pozitivno navdahne? Kaj te veseli? Kaj te izpolnjuje? Jaz sem srečna, da živim. Meni pravzaprav največ mi daje narava. Mislim, meni je narava že od otroštva neki največji navdih. Tam se rojevajo pravljice, škratje, ki živijo pod zemljo in pijejo bukov sok in tako naprej. Cvetlice. Mislim, da je narava odsev tega, kar je stvarstvo, kar je stvarnik, in tudi mi smo del te narave, ne samo drevesa, voda, živali, rastline. Ampak če vse skupaj pogledam, je pa to tukaj nekaj lepega, nekaj navdihujočega, da mene vsak dan polni pravzaprav narava. Zdaj je sneg, ne, je čudovito, potem pa gledam ptičke vzum, pa preleti taščica, ki je tako lepo narejena, ustvarjena s tistem rdečim plaščkom od spodaj pod brado, pod glavico ali pa ja, ena taka hvaležnost. No, jaz mislim, da ko si hvaležen za take drobne stvari, mene to polni, no. To je nekaj najlepšega, kar je lahko. In iz tega pride pol ta druga stvar, najbolj pomembna, ne. Ke včasih malo banalna, ampak ljubezen, ne. Do vsega, ne samo do partnerja, ne vem, do psička, ampak tudi do rože, do gor, do rek, ker pravzaprav to smo ljudje. Jaz mislim, da smo ena velika energija, ki se ji reče ljubezen, no. Da nas to vse povezuje v resnici. Preživiš potem veliko časa v naravi? Če se le da, ja. Midva sva kupila pred leti eno čisto majčkeno skromno hišico leseno gor nad nami, 1 uro peš nad našo vasjo. Krasen razgled je, tišina, ogromen ptičev, živali, in ko pridem tja gor, se mi zdi, da sem prišla v raj. Ne rabim iti nikamor drugam, pravzaprav. Kako se takrat povežeš ti s tem notranjim svetom in kaj verjameš v resnici, da obstaja v ozadju? Bom drugače odgovorila. Ko sem prišla iz intenzivne sobe na onkološkem, na navaden oddelek po operaciji, malo se je zakompliciralo, pa sem bila malo dalj časa v intenzivni, tudi v bolnici. Vsi so šli 3. dan domov, jaz sem bila 14 dni v bolnici. Takoj začela hoditi, ko sem lahko, ne. In sem hodila čez tiste hodnike, se ni nič videl, razen zidu, ampak v enem trenutku je med temi zidovi ne vem, ena svetloba. Bilo je poletje, bil je sonce, tega se zavedam, ampak kot da bi mi nekdo, še zdaj ne vem, kaj je to bilo, rekel: "Poglej, vse je eno." Iz tega enega izhaja vse. Rastline, živali, ti, tvoji domači, samo obliko ima drugačno. In vse povezuje ista stvar. Ko se je vesolje ali svet ustvaril, smo vsi nastali iz enega bistva. In če je to, potem nas vse povezuje. Zdaj pravijo fiziki v kvantnem svetu, a ne? To se pravi, so midva zdajle čisto prepletena, z mizo, s kozarcem, z vsem.
In v to verjamem, da smo vsi na en način povezani. Ne? Lahko rečemo temu Bog, kar pa če verjameš, stvarnik, narava, ne vem, karkoli, čarovnija, ampak v to res verjamem, ja. Si se jezila na tega stvarnika Boga, takrat, ko si dobila diagnozo? Si bila, kako da sem jaz slih to dobila zdaj? Ali je bilo kakšno tako vprašanje o tebi? Mogoče ta prvi trenutek, takrat, ko sem se sesula tam pred vhodom v diagnostični center, zakaj, ampak pol pa nič več. Nikoli se nisem spraševala, zakaj. Ljudje so me spraševali. Ne? A se kdaj vprašaš, pa kako, pa si bila preveč obremenjena, pa tisto kar naprej delala, namesto 8 ur, 24 ur, pa perfekcionist, pa tako naprej. Ampak jaz sem delala tisto, kar je mene osrečevalo. Jaz sem v službi uživala. Jaz sem bila srečna v službi. Čeprav sem veliko delala. 2 domova voditi ni bilo malo. Ne. 170 zaposlenih je bilo na koncu, ko sem šla pokoj zaposlenih. Prenavljali smo stari dom, zgradil se je dom v Litiji, ga je bilo treba prevzeti. Poleg teh gradenj pa tega smo imeli vedno ene nove programe za to, da bi boljš delali, da bi se ljudje boljš počutili, da bi se zaposleni boljš počutili. Uvedli smo kulturo usklajenih odnosov, ko sem jo pol tudi po domovih predavala in je še zdaj. Ekvalin, standard odličnosti in tako naprej. Ko so mi rekli, kolegi, se ne moreš graditi, pa še to uvajati, ne gre skupaj. Ja, vse gre. Jaz sem verjela, da to gre in je šlo. Ne, nisem se spraševala, zakaj. Ne. Ker to je, kako pa vem, pač vsak ima eno šolo v življenju in to je zame bila ena taka nova izkušnja. Ko sem jo že enkrat preživela, ker leta 2007 sem že imela raka. Sem bila operirana in smo šli naprej. Tako kot zdaj. Lahko bi se ustavila pa rekla, zdaj bom sam za sebe skrbela. Ampak jaz mislim, da vsak najde eno poslanstvo v sebi in če lahko nekaj dam drugim, hkrati pa sem jaz pri tem srečna, to pomeni, da verjetno delam prav. Tako razmišljam. Kaj pa je tvoje poslanstvo? Ne vem, mogoče bi mogla takrat, ko sem bila majhna, drugače razmišljati o poklicu. Jaz izredno rada predajam to, kar znam naprej. Zelo rada učim. Tako da imam tudi v domačem kraju šolo za spomin, za starejše gospe. In imamo pouk, tako resen, zvezki, knjigami, nalogami. Vsakič preberemo knjigo, en prispevek iz tvoje knjige Dobro jutro, kako že? Dobrojutrnica. Ja, Dobrojutrnica oziroma Zajtrk za dušo. Ja. Ja. Tako da in potem vsaka reče, točno to sem dobila, kar rabim. Sem rekla, vedno dobimo točno to, kar rabimo. Vse sorte se učimo, ampak ne samo v tej šoli za spomin, učim tudi plesne vaje. Vodim plesno skupino Predica v okviru Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje. Plešemo Bachove cvetne plese, plese za naravo, ljudske plese, bolj take meditativne, zdravilne plese. Ampak to je za vse generacije. Tako ja, mislim, da je moje poslanstvo, da tisto, kar znam, dajem naprej, zato da je ljudem v redu, da se dobro počutijo, da lahko grejo iz cone udobja v nekaj novega, nekaj, kar jim, ne vem, kar jih srečuje, kar jim daje na zadovoljstvo v življenju. Kaj pa ti dobiš s tem, takrat, ko predaš to znanje, ko učiš? Jaz uživam. Jaz res uživam takrat, kadar predavam. In zato sem vse življenje nekaj se učila. Ne. Jaz sem tudi certifikat pridobila, sem refleksoterapevtka stopal, pa aromaterapijo sem študirala, pa barvno terapijo sem študirala, zdaj se učim, hodim v šolo, fraktalno šolo. In potem vse te stvari, ko učim ljudi, povezujem. Ker drugače lahko malo dolg čas postane. Ne? Tudi ko imam predavanje v domovih, v tej kongruentni negi, jaz uporabljam
vse, ne, uporabljam malo sproščanja z zaprtimi očmi, potem malo NLP-ja, coachinga, jogo smeha, jaz sem tudi delala tečaj joge smeha, potem je drugače, potem ljudje drugače sprejemajo in se mi zdi, da si več zapomnijo. In tudi vidijo, da je v tem smislu, da se nekaj novega naučijo. No? Jaz pa v tem uživam, mene to polni. No? Ti si ta znanja NLP-ja, coachinga, hipnoze spoznala, ko si bila že v pokoju. Ja. Kako bi ti to lahko koristilo že prej, ko si bila direktorica, vodila 2 domov upokojencev oziroma starejših občanov? Čeprav ti nočeš, da se jim reče dom starejših občanov. Ja, tako, starejši, ko greš enkrat v pokoj, ne, mogoče, ker sem ženska, da mačkam pa diši po starizmu pol, ne. Malo drugače se ljudje obnašajo do starejših, ker tako včasih slišim, ne, pa kaj spet tle, ne, zakaj ni doma, tako kot so drugi, pa kuha, pa merka, vnuke in tako naprej, ne, ampak jaz mislim, da se mora človek učiti, dokler živi, nekaj novega spoznavati, ohranjati kognitivne funkcije, ki jih imamo, dati naprej tisto, kar smo se naučili, svoje izkušnje povedati naprej. Ja, sigurno bi mi pomagali, čeprav, ko smo se mi učili kongruentno nego, ne, smo veliko govorili o funkcijah možgan in na kak način je treba delati z ljudmi. In smo uporabljali, pravzaprav ni bila čist tehnika NLP-ja, ampak nekaj podobnega pa ja, ne, da smo uporabljali spomine, nova znanja in tako naprej, da bi izboljšali odnose, da bi bili harmonični odnosi med stanovalci, zaposlenimi, svojci in tako naprej. Bi mi bilo pa ja, lažje. Mislim, da bi bilo vsem lažje, ker bi se zavedali, da nas včasih vodijo čustva, prepričanja, navade, ne, in napačna vedenja, strategije in tako naprej. In če to veš, je sigurno lažje, ne. Sploh pa, če znaš hipnoze, to je pa tako pika na i, ne. Da ni treba, da imam zaprte oči, da jaz lahko sugestije pozitivne predajam naprej in da jih ljudje sprejemajo. Ko si bila takrat v stiku s stanovalci, kaj se ti zdi, da ti ljudje v tem življenjskem obdobju, ko so v domu, najbolj potrebujejo? Pristnost. Da si pristen. Da ni tisto, kar izražaš, zaigran, ampak da res čutijo, da so sprejeti, da jih nekdo razume, da je sočuten do njih in da jih spoštuje, takšni kot so, ne glede na to, v kakšnem stanju so. Sploh pri ljudeh, ki imajo težave zaradi demence. Se mi zdi še toliko bolj pomembno, ne. Takrat osebnosti takšna, ki je bila, ni več in se vsi učimo. In svojci in tisti, ki so zaposleni, ker vsak dementen je drugačen, tako smo vsi različni. Se mi zdi, da je to najbolj pomembno, no? Da ta spoštovanje, res pristen odnos, toplina in če sprejmeš samega sebe, sprejmeš tudi druge, ne. Se mi zdi, da moraš sam sebe spoznati, potem veš tudi, kako drugi ljudje razmišljajo, čutijo in tako naprej. Si nismo veliko različni, pa hkrati smo si zelo različni po tem, kar smo izkusili, kaj imamo v svoji podzavesti, kakšna prepričanja, vrednote, ne. Potem pa smo različni, ja. Kako si potem takrat kot direktorica sodelavci komunicirala, svetovala jim tudi glede nekih stanovalcev, ki so imeli demenco? Ali ne bojo bolj sočutni, ne bojo bolj potrpežljivi, ker včasih je bilo treba kar verjetno nekaj fokusa ali pa neke energije v tej komunikaciji? Najprej mi smo imeli zelo veliko izobraževanja za svoje delavce, zato da so spoznavali, kaj to je. Ker če tega nimajo informacije, potem ne vejo, kaj ljudje z demenco doživljajo, ne? Od validacije do raznih. Mi smo imeli tudi, ko v Sloveniji, mislim, da še niso govorili o tem body-mind medicine, nam je predaval en zdravnik iz Avstralije, je hodil v dom Tisje to predavati, ne? Da smo razumeli pravzaprav, zakaj se gre. Pa seveda
intervizijo, supervizijo, veliko pogovora z zaposlenimi, od tega, da smo imeli senzorno sobo, pa smo tam delavce učili, kaj doživljajo stanovalci. Predvsem pa veliko pogovora, izobraževanja, zato da če ne poznaš, ne moreš vedeti, in potem marsikdo človek drugače sodi, kot je pa resnica. Ne? In te ljudje rabijo varno zavetje, tako kot otroci rabijo varno zavetje. Ne? Zelo veliko smo se pogovarjali. Jaz sem bila malo čuden direktorica. Če bi vprašali zaposlene, bi rekli, da sem bila stroga, kadar je bilo treba. Ampak mi smo imeli tudi jogo smeha zjutraj na raportih, mi smo korakali in peli pesmice, preden smo šli delati, zato ker, ko so se zjutraj sprostili, so taki prišli na enoto. In so lahko poskrbeli drugače za stanovalce. Če pa samo natreseš gola dejstva, kaj se je zgodilo, pa kaj bo, brez da bi telovadili smo, tu smo imeli tudi program, vsako jutro, cel dom, vse službe, 10-minutna telovadba, pa elemente joge smeha. Potem smo šli vsi na vsak konec delati. Kdaj si bila pa stroga? Takrat, kadar niso bili odnosi takšni, kot sem jaz pričakovala, da bojo do stanovalcev ali pa eden do drugega. Dobro, kar je strokovnosti tam tako sem zahtevala, da se stroka izvaja tako, kot je predpisano, ne? Ampak mislim, da najbolj pomembni so bili odnosi med stanovalci, do stanovalcev in med sabo. In če je tam kaj preveč šlo narobe, takrat sem poklicala zaposlenega in se z njim pogovorila. Ja. A imaš en konkreten primer, kaj te je najbolj motilo? A da so bili preveč strogi do stanovalcev? Ali, kaj recimo? Najbolj me moti to, da ljudi sodimo in se gremo sodnike v raznih stvareh. Ne, da bi opisali stanje, kakršno je, ampak ker ta je agresiven, je zoprn, ne zna komunicirati in tako naprej. Ne pa, da bi poznali ozadja, zakaj je do tega prišlo, kaj je bil pa vzrok, da je bil en jezen, pa da je, ne vem, razmetaval, pa metal stvari po sobi in tako naprej. Kje je vzrok? En vzrok je, da je človek tak. Ali ga boli, ali je bila napačna beseda uporabljena lahko, ali karkoli drugega. Pri odnosih, ja. To je. In če delo ni bilo dobro upravljeno, ki bi moglo biti, če smo vsi, potem, jaz zmeraj sem tako rekla, vodja mora biti vzgled. Če vodja ni vzgled, potem tudi ostali ne morejo delati v redu. In takrat, ko se je delali, smo delali dobro in jaz mislim, da Dom Tis je dober dom, še je bil in je še dober dom. Mi smo imeli ogromno njivo pod domom, 5000 kvadratnih metrov, ampak mi smo šli vsi kopati krompir, pa okopavati. Tudi jaz kot direktorica. Zato, ker če bi jaz rekla, pejte na njivo, pa bi kazala kot en kralj tam s trona dol, meni se to ni zdelo v redu. Meni se je zdelo, da sem del kolektiva. In sem želela biti del kolektiva. Vedelo se pa je, kdo za kaj odgovarja in za kakšne stvari je kdo odgovoren. In to je prav, da so vedeli. Torej, poleg okopavanja krompirja, s čim si bila še zgled? Na kakšen način si želela pokazati zgled? Pa vem, veliko sem se izobraževanje, to sigurno, ker so vedeli, da se skozi izobražujem in tudi vnašala sem veliko izobraževanje v dom. Naši zaposleni so se marsikaj učili, kar se drugi niso. Uvajala sem nove metode dela, ki jih morda niso drugje poznali, pa smo bili inovativni. Od tega, da sem jim nudila tudi kakšne storitve refleksoterapije, če so bili v stiski. Na različne načine. Zdaj se moram spomniti točno kaj.
Malo vse živo sem počela. Preveč mogoče kdaj. Takrat si bila kar nekaj ur v službi, ne? Koliko ur si bila v povprečju? 10, 12, tako ob 7, 8 sem prišla v službo, ob 7 zvečer sem običajno, ob 6, 7 sem šla domov, 2 ure sem tako malo doma normalno funkcionirala, pa za računalnik do 2, 3 zjutraj, sploh ko se je nov dom odpiral. Tako da je bilo kar pestro, ja. Pa kaj me je pa najbolj zanimivo, no? Kaj me je najbolj sproščalo. Zelo veliko sem tekla, potem pa, ko ni bilo več časa, sem pa pletla copatke za novorojenčke in so pol delavci dobivali copatke za novorojenčke, ja. Kdaj si to uspela? Če si prišla tako pozno domov? Ja, vse najde se, časi se zdaj tudi najde čas za vse. Televizije res ne gledam, tudi zdaj ne. Sicer poslušam, če mož gleda skoke, to poslušam, ampak vedno nekaj drugega počnem zraven. Ne, to sem si pa vzela čas, ker sem vedela, da me bo to sprostilo. In ko sem naredila copatke, ker to je majhna stvar, ne, in so hitro narejeni, pa luškani so, pa vedela sem, komu bojo šli, ne, kdo jih bo, in sem že videla tiste majhne nogice s copatki. Tako da to me je res izredno sproščalo. To sem delala zadnje leta, preden sem šla v penzijo, sem delala copatke ali pa kakšne igračke za otroke. Pa to zdaj tudi delamo v okviru Rdečega križa Sava, smo potem za naše krajanke, pa za celo litijsko občino smo v okviru Društva univerze copatke pletli pa kvačkali na mojo pobudo. No. Bravo. Ogromno ljudi nima možnosti mogoče ali pa niso še pripravljeni, da bojo svoje svojce poslali v dom, vendar kljub vsemu imajo doma nekoga, ki je dementen ali ki ima neke izzive. Kaj je tvoj nasvet vsem tistim, ki zdaj se soočajo z podobnimi težavami doma, sami, brez pomoči mogoče? Pa vse teh pomoči pravzaprav se da dobiti, so pomoči, ne. Prva stvar je, da mislim, da se lahko zavedajo, da niso sami, da so možnosti, samo poiskati jih morajo, ne. V Sloveniji dela društvo tale Spominčica. Ogromno informacij lahko tam dobijo, da pravzaprav vejo, kaj je to za ena bolezen, kako poteka, ne. Česa, kaj morajo vedeti, kako morajo negovati, česa se morajo bati oziroma izogibati, ne. Že način govorjenja z ljudmi z demenco je poseben, ne. Ne moramo reči, če nekdo reče, zdaj sem pa na avtobusni postaji, pa reči, kaj govoriš, ne. Ampak v redu, tisti trenutek je zanj v spominu, v doživljanju avtobusna postaja, sprejmi in ga pospremi v drugemu dogodku, ne, iz tega spomina ven. Potem so te centri za duševno zdravje. Večina domov, no, naš Tisje ga ima, ampak jaz mislim, da zdaj skoraj večina domov ima to varno točko za demenco, ne, točka za demenco, kjer dobijo informacije. V našem kraju smo imeli kar veliko izobraževanja, predavanja, zato da so ljudje se seznanili, kaj je ta bolezen, ne. Nikoli mislim, da nobeden ne bo rekel, da ne bo dal informacij, če nekdo pokliče pa vpraša pa reče, da je v stiski. Jaz mislim, da za to je poskrbljeno, no. Prej si rekla, da si na enem pogrebu, potem ko si prišla domov, napisala eno pesem, kako pomembno je, da danes kdo umre, govorimo lepe stvari o tej osebi in kako ti to živiš in kako svetuješ drugim. Ja, mislim, da moraš povedati nekomu, ko ga imaš rad. Da moraš svoje občutke povedati. Da je tista rutina, da gremo en mimo drugega, najslabša stvar, kar lahko en drugemu naredimo. Jaz mislim, da moraš povedati. Da je treba povedati, rada te imam. Glej, to ni nič narobe, to je edina prava stvar, da en drugemu povemo. Lahko pokažemo, seveda ljubezen se izraža na veliko načinov, ne, ni nujno samo z besedami. Tudi z dejanji, ne, mogoče z dejanji včasih še bolj iskreno, kot pa sam besede. Ampak jaz mislim, da je treba povedati to, kar občutimo. Ker nekomu se zahvaljevati, prej pa niti biti pozoren, do človeka ni prav. Mislim, da moramo ljudem
da moramo en drugemu povedati, da imamo samo ta svet, ki ga ustvarjamo skupaj z drugimi in da je to samo ljubezen nam lahko pri tem pomaga. Čeprav je velikokrat izrabljena beseda. Ampak mislim, da je v tem resnica. No. Kako pogosto ti to poveš nekomu? Velikokrat. Če ne drugače, pa s pesmijo. Zato je tale moja zbirka ima zelo veliko občutkov ljubezni, hvaležnosti, prijateljstva, ker sem takrat tako čutila. Ne vem, mogoče na različne načine se ljudje izražamo. Eni povejo tisto, kar čutijo, eni ne držijo vse. Ampak jaz mislim, da moram povedati. Če ne povem, me tudi časa tiši noter, da moram povedati. Tudi če mi ni kaj prav. Tudi če je kakšna druga stvar. Tudi če je skrb. Tudi nisem zmeraj v takem dobrem stanju, kot sem na primer zdajle. So tudi dnevi, ko je malo težji, ko spet pride za trenutek kakšna tesnoba, ker zdaj vem, kako to izgleda in kako se takrat počutim. Ampak zdaj imam orodje, znam iz tega splezati ven. Ali se samo hipnotiziram, ali uporabim kakšno nalepo tehniko, oziroma preprosto počakam v tišini par minut in zgine. Ker zdaj vem, da zgine. Da je vedno potem pride nekaj dobrega. Prej si rekel, da uporabljaš samo hipnozo. Vem, da ti počneš tudi to, preden greš k zobozdravniku. Uporabljaš tako imenovano hipnotično anestezijo. Torej, kaj to je in kako pri tebi funkcionira? To je odlična stvar. Moja zobozdravnica me že pozna. Ko se usedem, vpraša, damo injekcijo in se rečem, ne bom probala najprej samo hipnozo, prvič nisem povedala. Sem rekla, sam ni treba. In sem se pač sprostila, disociirala, bila sem tam pod stropom in sem videla vse v svojih mislih, kako je ona vzela sveder, kako me je vrtala zob. Ampak jaz pač nisem čutila, oziroma toliko malo, da ni bilo potrebne anestezije. Potem, ko je bilo konc, me je vprašala, pa ste vi danes to čisto v redu zdržala? Sem rekla, jaz sem se samo hipnotizirala. In rekla sem mi, zdaj da nekaj je, kaj pa imate to, pa sem mi pa razložila. No? In zdaj ve, ne. Zdaj na koncu zmeram reče, a je bila samo hipnoza? Rečem, ja, samo hipnoza je bila, ja. Tudi za druge stvari. No? Mogoče najbolj ponosna sem na to, da sem dvema našima sošolkama, mojima sošolkama pomagala pri porodu s hipnozo. S spremljanjem čez porod. V nosečnosti že in čez porod. In zdaj mi je spet ena kolegica, a mi pošlješ, prosim, posnetek tvoje hipnoze. Kolegica je pred porodom, pa meni je to koristilo. In potem se to širi naprej. Bravo. Zdaj, ko govoriva o hipnozi, samo hipnozi, vseh teh tehnikah, in ti kot oseba, ki rada uči, ne, kako bi lahko to prenašali že prej, v osnovno šolo, mogoče celo v vrtec, da bi najmlajši imeli nekaj teh osnovnih znanj, kako si lahko pomagajo pri strahovih, ki jih imajo, pa jim ne koristijo, pri motivaciji. Kaj misliš? Pri najmlajših skozi pravljico. Jaz imam par pravljic napisanih in imam Kamišibaj gledališče, narišem risbe in tudi hodim v naš vrtec in otrokom pravljice govorim. Naprimer ravno o zobobolu sem sestavljena tako hipnotično pravljico in noč so sugestije, ne. Tako da lahko otroci skozi to pravljično zgodbo sprejemajo sugestije in spreminjajo svoj svet. Mislim, da pri otrocih se da na tak način, ne. Vabljeni, da všečkate, delite ta podcast, pomagajte nam, da bomo s tem podcastom oziroma s to vsebino osrečili, ozavestili čim več ljudi. Hvaležni, da nas spremljate. Drugače pa hipnoza, jaz mislim, da bi mogli res imeti, da bi mogli si znati. In tudi v osnovni šoli se bi to dal uvesti na take
tehnike, temu se reče meditacija, se malo že uvajajo, ne. Pri nas na Savi uvajamo to skozi Dihajmo z naravo, kjer imamo tudi tak del čuječnosti in meditacije. Ja, mislim, da bi bilo to dobro, ja. Govoriva tudi o tem, da si ti kot upokojenka zdaj ne samo aktivna z vsemi temi dejavnostmi, pa tudi imaš nek bolj pozitiven odnos do življenja, ker veliko upokojenk ali pa upokojencev, tako kot se rečeš ti, ne, se reče, zdaj pa to je to. In tvoja neka fizična, mentalna aktivnost verjetno ti daje potem to neko mladostnost, neko energijo. Mi smo imeli primer Božota, ki je naš najstarejši udeleženec hipnoze, ki je star 93 let in on pravi, ker da večina njegovih prijateljev, znancev, ko so rekli, zdaj komaj čakam, da gre v penzijo in niso nič počeli, jih ni več. Kaj misliš, je kaj resnice v tem, da ti daje vse to, kar počneš, dodatno energijo, moč? Seveda, to sem že prej rekla, ne? Vsaka taka stvar daje novo znanje in nove izkušnje in novo, mislim, to je sigurno energija, meni da največ energije, ko se povezujem z ljudmi. In ko gledam te moje učenke, 23 jih imam vsak teden, ko se učijo novih stvari, ki jih nikoli v življenju niso delali, kaligrafijo niso pisali, ne? Fraktalnega risanja niso delali, tudi to delamo. Mi smo imeli krožke študijske, potem imamo bralno skupino, nam je knjižnica naredila prav poseben seznam, ko berejo knjige in ko ti reče ženska pri 80 letih, da je prvič v življenju prebrala knjigo 500 strani dolgo, ne? To je tak uspeh. In jaz mislim, da ja, skozi do konca življenja je treba nekaj delati, ko si v enem tistem ustaljenem ritmu. Ja, verjamem, da je fajn, ko si navajen vse stvari, ne, da si v coni udobja, ampak jaz ne vem, če je to lih cona udobja, da stvari počenjaš na enak način. Ker če jih hočeš spremeniti, ker ponavadi postajajo ljudje nezadovoljni s tistem, kar imajo, in lahko spremeniš samo, ko greš iz te cone ven in poskušaš nekaj novega. In jaz vidim pri nas na Savi, da komaj čakajo, da imamo pouk, da se nekaj novega naučijo, da nekaj novega spoznajo. In ko pri 83 letih reče moja učenka, ne, da je naredila test za avto, mislim, da omejitev je največ 5 let za 5 let, in da je psihologinja vprašala, kako to, da je to gre, pa je rekla, ja, mi imamo pa šolo vsak teden. To pomeni, da je na tem velik, ne, da je treba res, seveda nobenega ne moramo prisiliti, ampak to je ena taka pot k kvaliteti življenja tudi v starejših poznih letih. Torej, ena tvoja učenka je stara 83 let. Ja, tam od 83, najmlajša je stara 65. Bravo. Ja. En film sem gledal o tem, v nekih krajih po svetu, ker ljudje živijo 100 in več let, in mimogrede, ne, poleg tega, da se gibajo, da grejo gor po stopnicah, pa dol po stopnicah, pa da jejo neko bolj hrano iz vrta kot kaj drugega, je bilo prav to, kar si zdaj rekla, ne? Povezanost v družbo kot ena izmed pomembnih stvari, da se ne nekje osamijo, temveč da grejo tja in najde nek smisel, ali nekateri, ko čuvajo recimo vnukinje, eni, ko so aktivni v nekih dejavnostih. Torej, nasvet, ki ga imava zdaj za vse, ki naj poslušajo, ne, je vedno, ali pa nenehno se učite in dajte biti vključeni v družbo. Tako. Sigurno to človeka osrečuje. Mislim, da je največja težava osamljenost pri starejših, pa tudi pri mladih ljudeh, ne samo pri starejših. In da bi kot družba moramo poskrbeti. Starejših nas je čedalje več in nas bo še več. In lahko bi v lokalnem okolju poskrbeli za starejše na tak način, da jih motiviramo, da se vključujejo, da poskrbijo, da so možgani aktivni, ker če za mišice skrbimo, pa telovadimo moramo tudi za svoje možgane, da ohranjamo tisto kognitivno bistrost, ne, da lahko kvalitetno živimo.
da lahko vidimo jutranji vzhod, pa zvečer zahod sonca, pa da vmes lahko še kaj preberemo, kaj ustvarimo, kaj dobrega naredimo. To je bistvo. In mislim, da so ljudje zato srečni, no. Da delajo tisto, kar jih usrečuje. Kar nekaj ljudi se prijavi tudi k nam na hipnozo, zato ker imajo ali prebolevajo rak ali pa so ga že in jih je strah, da se to vrne nazaj. Kako biti pozitiven? Ti sploh si imela 2 take izkušnje že za sabo. Kako zdaj biti pozitivna in reči, zaupam, da bo vse v redu? Kako zaupati? In kaj je tvoj nasvet za nekoga, ki mogoče to zdaj preboleva? Jaz o tem ne razmišljam. No. Jaz ne razmišljam o tem, da me pač enkrat se to življenje konča. In dokler ga imamo, ga je treba živeti polno. In verjamem, da edino pozitivno naravnanost pripelje nekam v nekaj dobrega, negativna siguranje, negativna vedno v slabo stanje, ne, v slab občutek. Tudi pri diagnozi sami, če verjameš in zaupaš, da bo v redu izhod iz te bolezni, a ne, da se boš pozdravil, potem gre zdravljenje drugače. Če si v negativnem stanju in se predvsem, ne vem, počutiš kot žrtev nečesa, potem to ne pelje v nič dobrega. Jaz mislim, da vsak, ki je bolan, ne zaupa, da bojo zdravniki naredili vse, kar lahko, in da ne sam zaupa v to, da je pot iz tega ven, da je jutri nov dan in da se pravzaprav živi pa ta trenutek in naj bo ta trenutek čim bolj poln. Kar nekaj ljudi reče, da jim je bilo to neke vrste darilo. Da so se vrnili nazaj k sebi, da so našli nek nov smisel. In mi smo imeli Roberta Dilca, ki je eden izmed teh starešin NLP-ja pred par leti v Sloveniji. Njihovi mami so rekli, da bo pol leta še živela. In ona, ko je on napolnil njeno glavo idejo z pozitivnimi mislimi, je bila potem še 17 in skoraj 18 let živa. Ne? Ja, jaz mislim, da je to res. Da najslabša varianta je, se mi zdi, ko nekdo reče, ne, pred vami je še 3 mesece življenja. To je sugestija in to je negativna sugestija. In ljudje verjamemo sugestijam, sploh če je to zdravnika, ne, ali pa kakršenkoli drug terapevt. To ni treba ravno reči, ne, da bo čez 3 mesece konec. Lahko je slaba diagnoza, ampak kako bo, pa ne vemo, nobeden ne ve. Se tudi najbolj težki bolniki so včasih se pozdravili. Ne. Sem imela zdaj eno prijateljico, ki ima izkušnjo raka in sem ji naredila hipnozo, hipnotični posnetek, začel sem med kemoterapijo, da je to lažje prenašala in je izredno hvaležna. Zato, ker ni imela nobenih hujših težav. Ampak to je poslušala 2-krat na dan, zjutraj in zvečer. Se mi zdi, da zaupati je treba, no? Tudi v en proces, da bo boljš, da je izhod, da ni nujno ravno konec vsega, tudi če je rak. Kaj pa je zdaj rak? Ne? Lahko je zdajle poledica odzun, pa se življenje konča čez 5 minut. Ne moramo vedeti niti kje, niti kdaj. Zato jaz mislim, da nima smisla razmišljati, kaj groznega se lahko zgodi. Predvsem je treba živeti ta trenutek zdaj. Jaz moram reči, da mene je rak pravzaprav to naučil, da živim ta trenutek zdaj. Včasih še preveč, ker pol pozabim tisto, kar je bilo včeraj, pa mogoče pol preveč napišem, kaj moram še narediti. Ampak ja, se mi zdi, življenje teče zdaj. In to je pomembno, da ga živimo ta trenutek zdaj. Kaj je tvoja vizija za prihodnje? Kaj si želiš še doživeti, se naučiti? Kaj želiš poučevati naprej? Kako vidiš svojo prihodnost? To je toliko stvari, težko rečem kaj. Zdaj delam tole šolo fraktalnega risanja in vidim, kako to lahko vpliva na ljudi, koliko jih spreminja. Predvsem pa pri teh starejših zelo radi rišejo, ampak vsaka linija in vsaka barva ti lahko nekaj da, nekaj izboljša, nekaj na novo notranje ravnovesje. To že zdaj malo delam, ampak
upam, da bom lahko še naprej. Poučevanje na različnih ravneh. Predvsem si želim, da bi vsaj pri nas v domačem okolju, v naši občini spoznali, koliko veliko je vreden, če imamo take skupine, kjer urimo to znanje, krepimo te kognitivne funkcije, se družijo ljudje med sabo enakih starosti, da ni osamljenosti, da se gibamo in tako naprej. Da v družbi, ki pravzaprav postaja stara družba, in mislim, da bo čez 20-30 let tudi Slovenija pretežno stara družba, je treba narediti čim več, da ljudje so aktivni še v pozno starost. Včasih so rekli, da so stari nad 85 let, zdaj so stari že nad 95. Ko bom jaz tam, bojo stari nad 105 let, jaz bom 108 dočakala, sem si zaračunala. Mislim, da imaš ti tudi eno tako prognozo. Ja, 107, malo premikam na 112, tako, ja. Ja, to se bo še premaknilo. Ja, se verjetno se bo, mislim, da se mogoče tam še vidim, da bom mogoče kaj takšnega še počela v lokalni skupnosti, če organizirala kakšne take stvari. Se pa pustim presenetiti, nikoli ne vem, kaj življenje prinese. Če bom pa začutila, da rabim mir, odklop in tišino, bom pa tudi to sama sebi podarila. Zdaj, ko govoriš o koristih, kaj misliš, da so glavne koristi? Jaz bi rad, da spodbudiva mogoče številna lokalna okolja, da počnejo to, kar ti počneš. Torej, kaj so koristi za starejše ljudi, ne vem, če ta beseda primerna, zato, da bomo spodbudila še nekoga, da bi počel isto, kar ti počneš v svojem lokalnem okolju. Ja, predvsem, da ohranjamo sposobnosti, ki jih imamo kot ljudje. Ne samo fizične, ampak tudi kognitivne, tudi naša znanja, naše razmišljanje, ustvarjanje, ker vse starejši ljudje so tako ustvarjalni kot mladi, še izkušnje imajo modrost. Zakaj bi jih dali za zapeček, če pa lahko nekaj dobrega naredijo družbi? Še vedno smo starejši pripadniki te družbe in lahko veliko damo, s tem, da nas je zelo veliko in če dalje več. Se pravi, če bomo to ohranjali, če bomo to spodbujali, bomo obogatili tudi družbo. Kaj lahko konkretno da nekdo starejši družbi? Svoje izkušnje, svoje znanje, pa tudi vzgled, kako je treba živeti v kasnejših letih življenja. Se to mladi ne vejo. Mladi, ko si star 10 let, misliš, da je tisti, ki je star 20 let star in se čudiš, kaj počne. Če nimaš te izkušnje, zato je ta medgeneracijsko povezovanje, izmenjava pravzaprav energij med starimi in mladimi zelo pomembna. Meni je to ogromen pomen za lokalno skupnost. Ljudi moraš pritegniti. Jaz jih pritegnem tako, da imamo vedno nekaj novega. Zmeraj so presenečeni, kako ga jih bo doletel. Malo jih že včasih skrbi, ampak pa se jim pa super zdi. Ali odpojemo, ali plešemo, ali rešujejo rebuse, ki jih nikoli v življenju niso reševali. Ali jim dam kakšno matematično nalogo, tako čisto odklopljeno, naprimer seštevajo, pa kar naenkrat morajo ti zdeliti, pa pri 83 letih rišejo, kankoli niso risale. Imamo eno, ki je cel življenje štrikala, zdaj pa tako lepo kaligrafijo piše, da jaz ne morem verjeti, da je lahko. In to vsak dan 3 ure doma zvečer, namesto da bi gledala televizijo, kaligrafijo piše. No, ena dobra stvar, ki nisva rekla, mogoče je ta, da odsvetujeva gledanje televizije ali pa danes so socialna mreža tako narejena, da ko nekdo dvakrat všečka ali pa dvakrat nekaj vidi, ker naenkrat dobiva skozi take podobne vsebine, da ga potem pritegne in je tam lahko ure in ure in ure, namesto da bi nekaj ustvarjal. To je, in pol imajo domačo nalogo in potem je cela družina zaposlena, smo risali en češnjev cvet. In je to 18 žensk risali češnjev cvet, pa vsaka je imela svoj vers, da ga je na roken s kaligrafijo napisala. Ampak s svinčnikom, ne s kemičnim. In pa prinesejo tiste risbe. Pa moje ni dobro. Zdaj so se odvadili, kako se to pozna, ta prvič, ko so prišle, nisem dobra, ne znam. Učiteljica je zmeraj rekla, da sem zabita. To nič več ne ponavljajo. Zdaj ta 3. leto tega ni več. A je v redu? Ja, je v redu. Vse je v redu, zato ker bomo kaj popravili, če bo treba, ampak je tako v redu, kot je.
In potem je prinesla ena take risbe, sem rekel, Prašneta, ti tukaj lepo rišeš. Rekla, veš kaj, ne, jaz sem pisala, risuje mož. Ko smo pogrindali, da imajo tudi možje, ampak ne pridejo, ne, moški pa ne pridejo zraven. Aha, v bistvu, vi rešujete v skupini, Ja. možje pa doma. Doma pa Individualno. Ja, pa vnuki, ne, vnuki, naprimer barvice je bilo zdaj za fraktalno risanje, smo risali srčke, ker smo imeli srečanje, vse slovensko srečanje plesalcev v krogu, 200 jih je bilo, pri nas v Litiji smo organizirali. In smo za darilo vsakmu plesalcu narisali fraktalne srčke, se pravi srček pa fraktalno risanje. In so tudi moje te učenke risale, ne, in to so risale, to je bilo srčko. Tako da to, ja, take stvari. No. Jaz na občini sem že predlagala, da bi predstavila, kaj to pomeni za lokalne skupnosti, da bi tudi po drugih krajevnih skupnostih, saj so posod kakšne upokojene učiteljice ali pa se ni nujno, da je učiteljica, ne. Tisti, ki pač želi. Ti nisi učiteljica v bistvu v osnovi. Ne, jaz sem diplomirana medicinska sestra. Sam učiteljice v šolah bi lahko imeli to strategijo, ki imaš tudi ti, ker se mi zdi dobra, ne? Da ko pride nekdo, če treba kaj popraviti, se popravimo, drugače v osnovi je pa dobro. Da ni že tako slabo. Ne? Ja. Ljudje se to, mislim, jaz še zdaj vidim, koliko se pravzaprav, sem tu jaz sama tudi delala, nikoli nisem bila dobra. No, to me je hipnoza naučila, da sem pravzaprav čisto v redu. Ampak, mislim, res redko kdo reče, v redu sem na redu, ne. Ampak saj ni dobro, to ni dobro, ne. In koliko se lahko to spremeni, če vidiš, da je včasih za kakšnega tudi ena črka, ki je napisana v redu. Moramo se znati pohvaliti. Ja, tega ne znamo. Ampak tudi res je, da nas tudi drugi morajo pohvaliti. Čestitam. Res. Bravo. Zelo lepo. Jaz bi rad, da pred koncem prebereš eno pesem iz te tvoje čudovite zbirke. Imaš kakšno, ki ti je tukaj najljubša in oziroma, če boš delila zgodbo, zakaj si jo napisala, ker vse nosijo, se reka, neko rdečo nit hvaležnosti, ljubezni, je tako. To je bilo obdobje, ko si prišla iz te tesnobe, skozi hipnozo v neko bolj pozitivno obdobje življenja. Kaj bi izbrala? Imaš kakšno, ki bi jo izbrala? Jih je več, ne. Deliva z našimi. Naslov knjigice je sicer Tkanina življenja in začne se s pesmijo Tkanina življenja. In to je bila prva pesem, ki sem jo napisala na morju, po tistem, ko sem bila operirana. Sem sedela na balkonu, gledala morje in se mi utrnila ta pesem. In mogoče, ker je naslov knjigice Tkanina življenja, bom pa to prebrala. Deva. So nitke nevidne, ki tkejo življenje. Kot v pajkovi mreži so ujeti trenutki. Obešeni biseri sreče, veselja in solze trpljenja. Tkanina življenja. Vsak sam je ta tkalec, umetnik, zbiralec, ki vzorec tkanine dodaja spomine. Z nevidno kopreno sam se zavije, megleno sivino življenje ovije. Nanizaj na mrežo si bisere večne, z veseljem in srečo obarvaj si nitke. Odstrani kopreno, ki v meglo te uvija, in spusti ljubezen, tkanino življenja. Bravo. Takrat sem čutila, da je moja tkanina odvisna od tega, kar jaz tkem v njo. Se je potem zgodila ta pesnica. No, to mislim, da je dober nasvet tudi za vse, ki ne jo poslušajo. Ne? V to tkanino življenja spustijo čim več ljubezni. Je tako? Čim več ljubezni in naj si pustijo, da delajo stvari, ki jih preprosto usrečujejo. Doskrat imam to vprašanje, morda če lahko tudi to predebatirava, kako imeti rad takrat, ko nekdo trpi, ali pa kako imeti rad takrat, ko nekdo se počuti, jaz temu rečem upravičeno, v vlogi žrtve, ko se mu zgodi neka traumatična izkušnja, karkoli, pač ni nujno samo bolezen, lahko nek konflikt, nesporazum, prevara, izguba, ko reče nekdo, joj, zakaj se mi je to zgodilo, kako takrat to tkanino ljubezni dati, življenja dati? Težko je. Samo če tega ne naredimo, v bistvu trpimo še bolj.
potem se zavijemo v to kopreno megleno in iz tega ne moremo ven. In če odstranimo to, če spustimo ljubezen, potem zasije ena taka svetloba sred srca. Ne? Srce ima 40-50 tisoč nevronov, ne? To se pravi čuti. Čeprav so včasih rekli, da je samo pumpa, ne? Tako pumpa kri. Ampak srce lahko čuti in pošilja impulze v možgane. To se pravi, včasih sem si zamišljala, kadar mi je bilo hudo, kako je bilo tistim ljudem, pa ne glede na kateri strani so bili, ko so bili pred tem vojaškim vodom kot talci in so jih streljali. Mogoče malo čudna primerjava, ampak kaj čutiš takrat? Imaš izbiro, da sovražiš tistega, ki te bo ustrelil, ali pa da mu odpustiš in pustiš, da zasije znotraj tebe ljubezen. Kako potem lažje umreš? Sem malo zanimiva, čudna primerjava, ampak jaz mislim, da sovraštvo, zamera nikoli ni rešitev za človeka, ampak je kvečem poglabljanje travme in trpljenja. In preprosto se pač objameš, čeprav ni lahko. In za trenutek, jaz mislim, da smo vsi na tem, da kadar se nam zgodi krivica, kadar nam je hudo, da zapademo močkan v tisto vlogo žrtve, ne? Zakaj se mi to zgodi. Ampak če tam ostaneš, ni rešitve. Rešitev je, da iz tega splezaš ven, da pač najdeš pot iz tega ven, da spoznaš, da pogledaš, kaj je v resnici, da si sam odgovoren za vse, kar se dogaja v življenju in da najdeš pot v svetlobo, ker popolne teme nikoli ni. Samo en foton je noter v prostoru, kjer je tema, pa že ni več čiste teme. Ne? To se pravi, da lahko najdemo to pot ven. Torej na svet za vse, ki naj jo poslušajo, če ste bili kdaj v življenju prizadeti, ali pa če ste v tem trenutku, če nekoga sovražite, odpustite. Tako, ja. Ker tam lahko zasijete in takrat pride svetloba skozi. Tako. In to je človek v resnici. To smo v resnici ljudje. Vse ostalo je pa tista igra, ki jo igrajo naša prepričanja, naše zamere, navade, ego, ki je včasih zelo močen. Čeprav ga rabimo, ne? Ampak mislim, da to nismo mi, v resnici smo ljudje veliko več. V bistvu ni enostavno to narediti, ne? Ne. Je pa nujno potrebno. Nujno potrebno, ker sicer trpiš. Mislim, trpim jaz. Ne, verjetno pa ne želimo, ne vem, koliko trpeti, ampak vsako trpljenje je pa ena šola, ne? In z te šole, z tega trpljenja se lahko naučimo. Zrastemo, osebnostno zrastemo, notranje rastemo. Torej, naj nasvet vsem danes, se mi zdi res pomemben, da naj v to tkanino življenja nesejo ljubezen. Tako. Mir, odpuščanje. Tako. Ja. In tam se skriva svoboda. Tako. Zdaj, ko praviš, da boš živela do 108 leta. To mi je pokazal radiestezist v kozarcu vode, pa obešen na prsten. 108-krat je udaril. Ne upam, da ne. No, mislim, ukoliko je to 108 čudovitih, lepih, kvalitetnih let, je čisto redo. Je to lepa izkušnja, ne? Ja. Kaj bi ti rada, da ti rečejo, ko si rekla prej, da si bila na pogrebu, pa ko so hvalili tisto osebo, kaj bi rada, da tebi rečejo, ali pa o tebi govorijo? Jaz bi rada videla, da me raztrosijo nekam v naravo, tam, kjer izhajam, Bog nadel kakšno posodo, ker imam malo klaustrofobije. Predvsem je dosti, da mi rečejo, Vida, hvala, da si živela tako, kot si želela. In nič ni treba, da mi govorijo, lahko mi pa kakšno mojo pesnico preberejo. Naprimer, povej mi. Naslov pesmi, povej mi. Ja. To bi rada, da ti preberejo. Ja. Aha.
Nekaj imaš dosti. Nimam tle, drugače bi na mobitelu jo imam, nimam jo pa tle. Aha. Nekaj teh imaš dosti. To pomeni, da je ogromno pesmi bi morali prebrati. Možeš brati? Povej mi. Aha. Povej mi. Pesem povej mi. Ja. O čem govori ta pesem? Ti treba povedati, da me ima nekdo rad, zdaj, ko sem še živa. Ko sva še tukaj, zdaj. To je dober nasvet. To pomeni, da vsak, ki zdaj naj jo posluša, Ja. pa gleda, naj pove nekomu, Da ga ima rad. da ima rad. In naprej, da ga ima rad. In potem se to sporočilo ljubezni širi naprej. In v okviru fraktalne šole oziroma Karla Klander ima projekt Osrčimo Slovenijo, mi rišemo srčke in dajemo te srčke naprej. Bravo. Tako da lahko tudi kakšen srček nariše, pa ga da naprej. Tako. Tudi na mobitel se lahko naredi en srček. Ne? Tudi kamorkoli. Srčki so vedno dobrodošli. Dobrodošli, ja, odlično. Ja. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da ti ga postavim? Jaz si toliko vprašanj postavil, da zdaj pa res ne vem. Mislim, da si večino stvari kar vprašal. Ja. Kaj bi bila kakšna tvoja misel, ki bi jo zaželela izrekla našim poslušalcem? Predvsem, da naj delajo to, kar jih osrečuje. To je bistvo. In da naj delajo to, kar delajo z ljubeznijo. Dober nasvet, ja. Torej, delajte, kar vas osrečuje, in to, kar delate, delajte z ljubeznijo. In se vsak dan zahvalite, da ste. Ker ni samoumevno. Ne, sploh ne. Tudi današnji dan ni samoumeven. Ne. Toliko ljudi je včeraj umrlo. Včerajšnji tudi. In mi smo še živi. To je privilegij, ne? Ja, to je privilegij. In privilegij, da smo tle na toplem, da se lahko pogovarjava, da imava roke in noge, da lahko razmišljava in da veva, da bova šla ven in da naju nekdo čaka, ki naj umreti. To je res čudovito. Ja. Vida Lukač, bilo mi je v čast, veselje. Hvala, ker si bila naša gostja. Tebi najlepša hvala. Srečno. Vabljeni, da kliknete na gumb subscribe oziroma naroči se, in s tem, ko se naročite na naš kanal, dobite prvi oziroma med prvimi tudi obvestilo o novih vsebinah, o novem podcastu.